Lep pozdrav še enkrat v tem popoldnevu. Organizatorka čarobnega glavnega trga danes po napornih 10 urah organizacije in vseh priprav na terenu, zdaj v tem studiu Nataša Matijevič iz Mestnih nepremičnin. Lep pozdrav. Lep pozdrav enako, lep pozdrav poslušalcem. Ampak nasmeh je še vedno zdaj na obrazu, tudi po napornem dnevu na terenu. Je tudi po 3 tednih napornega dela, po 10-12 ur smo delali, da smo spravili skupaj ta čarobni trg in mi smo vedno dobre volje. Vsi smo pripravljeni in v nizkem štartu za jutri, torej jutri je tisti pomemben dan, ko se bodo v čarobnem Mariboru prižgale luči. Kdaj torej jutri, čisto za začetek moramo biti pripravljeni, da tega ne zamudimo? Torej jutri, če boste v mestu že po 5 uri, se boste sprehodili po mestu, tako nekako se bodo lučke prižigale na različnih prizoriščih, tudi različne dejavnosti bodo po mestu, različni odri bodo po mestu, ampak tisto finale, ki se bo zgodilo ob 6 uri, bo pa na glavnem trgu, torej na naši božični tržnici na glavnem trgu ob 6 uri, točno ob 6. Z nami bodo otroci iz centra Pike, ki bodo odštevali in bodo zelo pozorni, da bo točno ob 6 se prižgalo vse, torej panoramsko kolo, lučke, glasba, ob 6 začnemo. Glavni trg že zdaj izgleda v teh pripravah čudovito, kaj šele bo, ko bo zasvetil, ko bo poln ljudi, ko bodo polne tudi hišice, zanimive ponudbe. Torej, rekla sva tale praznična tržnica, hiške so letos lepe bele. Hiške smo pobarvali, so tiste krlanske, oziroma 5-6 let jih že imamo, letos smo jih pobarvali, da so take lepe, čarobne, bele. Na gostinskem delu smo pa kupili prav nove hiške, to so hiške, ki so zložljive, ki bodo imele tudi dobo malo daljšo, tako da na gostinskem delu so nove hiške. Se pravi, omenili ste gostinski del, nekako je glavni trg tako na 2 dela razdeljen, kar se ponudbe v teh hiškah tiče. Ja, prvi del, torej pri panoramskem kolesu in pri karoselu je ponudba bolj trgovska, darilna, sladka, medtem ko je pa drugi del glavnega trga zaprt, lepo ograjen, z svetlobno zaveso, in to je pa gostinski del, to je tista čarobnost gostinskega dela. Same dobre ponudnike imamo, same dobre pijače in hrane bomo lahko bili deležni in pa seveda odlične glasbe in odličnih DJ-jev, ki vas bodo oziroma nas bodo popeljali v novo leto. Tako je, tudi oder, torej je, tam bodo torej DJ-ji. Na odru bodo nastopali DJ-ji, torej na začetku prva 2 tedna, od srede do sobote, potem proti koncu leta pa kar od srede do nedelje, torej nastopali bodo DJ-ji, moram povedati, jutri na otvoritvi bo z nami, torej ta otvoritveni mega žur, ki ga že napovedujemo, cel mesec se bo zgodil ob 6 uri, takoj po prižigu lučk. Z nami bo mednarodno priznan DJ Majnemik, ki nas bo zabaval in ki bo pokazal, kako mora žur izgledati, in mi se bomo potrudili, da bodo taki žuri, tovrstni žuri do novega leta serijsko in da jih bomo kar doživljali. Ja, in takole med vrsticami ste zdaj že tudi na eno vprašanje odgovorili. Torej, vabiva poslušalke in poslušalce, da pridejo ne samo čez vikend, torej dogajanje bo tudi med tednom. Tudi med tednom. Celo tako smo naredili, da bomo imeli med tednom kar nekaj koncertov. Prvi koncert bomo začeli z Danielem Mariničem, en tak lep francoski večer, francoskih šansonov vam bomo pričarali. Tudi gostinci bodo temu primerno prilagodili hrano in glasbo oziroma pijačo. To bo 5.12., 19.12., potem imamo akustični orgazem 18.12., Sixpack Čukur bo z nami v soboto 21.12. in takoj po Božiču spet Daniel z svojimi lepimi šansoni nas bo popeljal v tisto obdobje, ko se bomo morali začeti pripravljati na Silvestrov večer. Krasno. Vsi že komaj čakamo torej na jutrišnji dan, da se lučke prižgejo, da se dogajanje čarobnega Maribora začne tudi tukaj pred totim studijem na glavnem trgu. Še kaj več zanimivega poveva z Natašo Matijevič iz Mestnih nepremičnin že čez nekaj minut. Na totem radiju je moja gostja še vedno Nataša Matijevič iz Mestnih nepremičnin in pripravljamo se na začetek čarobnega Maribora, torej jutri, in lahko rečemo, da je pravzaprav Maribor prvo od velikih mest pri nas v Sloveniji, ki bo prižgal praznično osvetlitev. Jutri ob 6, ne? Res je, prvi smo, tako je. Tako. In prav je tudi tako kot se spodobi, in marsikaj bomo letos doživeli tudi novega. Ena od letošnjih novosti, Nataša, je otroški advent.
advent, torej tukaj na glavnem trgu pri Alojzijevi cerkvi se bo dogajalo nekaj zelo posebnega. Nekaj zelo, zelo posebnega. Torej, otroški advent na glavnem trgu pred Alojzijevo cerkev, ga bomo postavili in čisto vsak dan ob 17:10 boste lahko videli na Alojzijevi cerkvi številke, odštevanje, torej začeli bomo odštevati in ko bomo prišli do 00, to bo ob 17:30, se bo pričel mapping. To bo ena taka prav posebna dogodivščina, to bo mapping projiciran na cerkev. Pričarali bomo otrokom tale božični adventni koledar. Vsak dan bomo odprli eno okno, začeli bomo 1. decembra, končali 23. In čisto vsak dan bomo odprli eno okno in vsak dan bodo otroci dobili iz tega okna eno darilo v obliki predstavice, ki bo pod odrom. Torej, pred cerkvijo bo oder, na katerem bodo otroci dobili ali lutkovno predstavo, ali animirani film, plesne predstave, ure pravljic, veliko bo delavnic za otroke, ljudske pesmi, tako da bo čisto vsak dan od 1. decembra, torej od nedelje dalje do 23. Če boste v mestu, ustavite se na glavnem trgu, počakajte, videli boste na cerkvi odštevanje in ko se bo pričel mapping, boste doživeli res nekaj čudovitega. Res odlično, komaj čakam, da tudi mi gremo to pogledati. Torej, to bo nekaj za majhne in velike pravzaprav. Za majhne in velike in nekaj, kar je prvič v Mariboru. Ja, lepo. Še ena stvar, ki se mi zdi fajn, skodelice. Včasih smo hodili z adventa na Dunaju, pa smo si domov nosili skodelice. Evo, Maribor bo zdaj tudi imel, oziroma gostinci, ki bodo ponujali pijačo, posebne skodelice. Res je, tudi to je letos noviteta. Takole ekološko obarvani sejem smo rekli, nekaj moramo narediti. Skupaj z Zavodom za turizem smo prišli na idejo in skreirali eno res lepo skodelico. Torej vsak, ki bo prišel na gostinski del kjerkoli v Mariboru, torej ali na trgu Leona Štuklja, ali na Grajskem trgu, ali na glavnem trgu, boste lahko kupili pijačo v prav posebni lepi skodelici. Ne bom povedala kakšnih, ampak res bo lepa. In plačali za njo kavcijo, če vam ne bo, jo boste vrnili, če pa vam bo toliko všeč, da si jo boste odnesli, jo boste pa lahko odnesli domov. Ja, in 3, 4, 5 pa že imate servis doma, ne? Tako, da si bodo zdaj lahko Avstrijci tudi domov nesli, ne? Od nas skodelice, ne obratno, kot je bilo včasih. Tako, in bodo imeli en lep spomin na mariborski advent. Evo, krasno. Ustaviva se zdaj še malo tudi na Trgu Svobode. Kakšne stojnice bodo tam, kaj bodo tam ponujali, kaj bomo tam lahko tudi dobrega naredili za nekoga? Ja, na Trgu Svobode imamo tudi 3 hiške, prodajne hiške, torej z sladkim programom, z suhim sadjem in pa z pekovskim pecivom Medenjako, to so klasične prodajne hiške. Zraven bo pa tudi ena hiška, v kateri boste našli gasilce. Gasilci vam letos pripravljajo prav en poseben program, spekli vam bodo tudi palačinke, pripeljali bodo tudi njihov en tak prav poseben avto, ki ga boste lahko občudovali in govorili z njimi in tudi kakšen koledar kupili pri njih, tako da to bo dobrodelna stojnica. Tukaj boste lahko pomagali gasilcem in pa stojnica bo še od športnega društva, društva Opornik, ki skrbi za socialno šibke starostnike, tako da boste lahko pri njih tudi kupili in darovali in pomagali tem ostalim društvom. Ja. Tako, verjamem, da sva za začetek povedala veliko, verjamem pa tudi, da je treba veliko povedati, ker se konec koncev bo tudi res veliko dogajalo. Program je res izjemno dobro zastavljen letos in čarobni Maribor bo ponujal za vse generacije in za vse okuse kaj dobrega, lepega in prijetnega. Res je, skupaj z glavnim organizatorjem, to je Zavod za turizem Maribor, smo se res letos potrudili strnili vse napore, moči in pa znanje, ki ga imamo iz preteklih let in naredili res en lep čarobno mesto, ki ga boste lahko občudovali in v njem uživali skozi do 31.12. Sem prepričan, da se vmes še kaj srečamo tudi v našem studiu, vedno smo tukaj, tako da lepo vabljeni tudi seveda vmes med samim dogajanjem. In kar se tiče jutrišnjega začetka, je morda prav, da zdaj ob koncu najnega pogovora še enkrat povabimo in poveva, kdaj torej se jutri dobimo. Torej, dobimo se v mesto že ob 5. Če boste hodili po mestu, ampak ob 6 ne smete manjkati na glavnem trgu, na tistem zadnjem čarobnem prižigu lučk, novoletne jelke in pa panoramskega kolesa in potem seveda vsi na velikem partiju, ki ga pripravljamo na gostinskem delu glavnega trga z DJ-jem Majnemikom. Vsi lepo vabljeni, Nataša Matijevič, Mestne nepremičnine, hvala lepa, uspešen adventni čas seveda želimo in se vidimo. Obvezno.